Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Pred dnevi je podmladek stranke Zares izrazil ogorčenje nad slovensko demokratsko mladino, ali kot jim pravijo SDM, ki je blokirala njihov vstop v mladinski svet Slovenije. Na zboru mladinskega sveta je SDM namreč glasovala proti sprejemu Zares aktivnih, to je ime njihove organizacije, torej teh mladih iz Zaresa, čeprav razumem, mogoče ne, ampak jaz sem prav povedal, Žiž? No, ok, kaj bi zdaj radi, no, ne, kaj bi. V to krovno mladinsko organizacijo Gregor Horvatič iz podmladka SDS je razložil, kaj jih je zmotilo pri pismu, ki so ga nanje naslovili mladi Zaresovci. V bistvu nas samo konkretno pač moti nas to, da smo nasprotovali njim, ne. Mi ne nasprotujemo, niti se nismo izrazili tako, verjamem, da nekateri jemljajo ta izražanje kot nasprotovanje, vendar mi temu ne nasprotujemo. Kaj je zdaj razložil? Da nasprotujejo zaradi nasprotovanja. Ker oni nasprotujejo njim, je jasno, najbolj normalna pozicija normalnega človeka, da nasprotuje nazaj, ne. Saj je ena logika. Slovenski funkcionarji so tudi letos morali prijaviti višino, širino in obseg svojega premoženja. Predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos pa je za vest predstavil obrazec za prijavo premoženja. Funkcionarji zaenkrat prijavljajo premoženjsko stanje na obrazcu, ki je videti približno tako. Obsega 11 listov, ker smo dali dosti prostora za različne rubrike. V elektronski obliki ga funkcionarji seveda lahko tudi prijavijo, problem je samo s podpisom. Namreč vsi funkcionarji še nimajo elektronskega podpisa, tako da mi bi se seveda želeli, da bi to šlo tako, ampak še ne gre, tako da večinoma zbiramo te prijave še v papirnati obliki. Drago Kos je še povedal, zakaj podatke o premoženju javnih funkcionarjev niso javno objavljeni na internetu. To je dobro vprašanje. Zakaj niso javno objavljeni na internetu? Ker niso dovolj javni funkcionarji. Preveč zasebnih stvari še počnejo. Ampak nam je jasno, kako bi morali biti. To bi moral biti wiki, da lahko pogledaš, premoženje bo lahko še kaj popraviš, pa kaj dodaš gor. To je prihodnost demokracije, se meni zdi. Wikipedia. In kako jih komisija hrani. Torej, zakaj podatke o premoženju javnih funkcionarjev so javni objavljeni in kako jih te podatke komisija hrani. Poročila o premoženjskem stanju se hranijo pri nas na komisiji in sicer v posebej varovanih prostorih. Mi bi si želeli, da bi bili ti podatki tudi javni, ampak zaenkrat naš zakon tega ne dopušča. Tudi zadnja odločba Ustavnega sodišča, ki govori o tej problematiki, zelo jasno govori namreč o tem, da so lahko javni samo premoženje in dohodki, ki jih funkcionar pridobi v času trajne funkcije. Vendar v tem smislu bo treba šele spremeniti zakonodajo. Ljubljanski Zoran, župan Janković, je na redni novinarski konferenci spregovoril o zasneženih ljubljanskih cestah in soljenju le-teh. Zdaj, kad bo sneg šel, čez 2 dni ne bodo se dež, bodo spet se pojavili občani, ki bo rekli, ekološko delate katastrofo, solite ceste. Kar je res, so v nekih prijateljih, ta zima je naredila veliko škode cestnemu omrežju, veliko treba za popraviti. Pozivam pa vse Ljubljančane, da naredimo neko skupno akcijo, pa tam počistimo, kar je treba. Tudi sebe. Si razumiš sporočilo županovo? Sam. Očistiti vse in tudi sebe. Jaz sem ga že danes zjutraj ubogal, ker sem posnetek videl včeraj zvečer in sem se umil z vato in bencinom. Predstavniki policije so na novinarski konferenci predstavili nov kodeks policijske etike. Po besedah višjega policijskega inšpektorja iz službe generalnega direktorja policije Roberta Šumija je osnovni namen kodeksa policiste obveščati o pomenu spoštovanja človekovih pravic in spoštovanja etičnih načel ter krepitvi moralnega ravnanja v praksi. Temeljne novosti novega kodeksa policijske etike so pa v tem, da je naravnan inspirativno in sicer se ločuje od ostalih aktov, ki urejajo delo policije, ki so regulativne narave. Napisan je v prvi osebi množine, s čimer je poudarjena skupinska pripadnost vrednotam policije in pa organizacije same. Potem
Z samim kodeksom je bilo ukinjeno častno razsodišče in pa ohranjene so bile moralne kršitve, ohranjeno moralno sankcionirane kršitev, torej določena je izključno moralna odgovornost za kršitev določil kodeksa policijske etike. Določene so tudi na novo sprejem in pa spreminjanje kodeksa policijske etike ter pa priložen je seznam vrlin in vrednot, ki odražajo poslanstvo policijskega dela. Na ljubljanski univerzi pa so rektorica Andreja Kocijančič, Zoran Župan Janković, predsednik rokometne zveze Franjo Bobinac in selektor moške univerzitetne rokometne reprezentance Slavko Ivezič komentirali priprave na organizacijo 4. Evropskega univerzitetnega prvenstva v rokometu, ki bo kmalu v Ljubljani. Naj bo to prvenstvo zares nekaj velikega, naj bo več kot samo univerzitetno prvenstvo, naj bo dogodek mesta, naj bo dogodek rokometa v Sloveniji in naj spodbudi razvoj rokometa na vseh univerzah, ne samo na naši univerzi. Slovenija, 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 kulturac. O nominaciji Borisa Pahorja za Nobelovo nagrado komentar dneva Mitja Čander. Ob Nobelovi nagradi za književnost se moramo v izhodišču zavedati, da na njeno podeljevanje vpliva kar precej faktorjev. Gotovo tudi politična in drugačna angažiranost pisateljev, ki jo dobijo, in njihove širše kontekstualne zgodbe. Boris Pahor res da letos ni prvič predlagan za Nobelovo nagrado, ima pa letošnji predlog gotovo tudi neko večjo težo in večje možnosti za uspeh. Zavedati se moramo, da je Pahor prav v zadnjih 2-3 letih doživel izjemen sprejem po Evropi in po svetu. Njegova literatura je postala zelo odmevna v globalnem kontekstu, kar je gotovo osnovni predpogoj, da nek pisatelj lahko dobi Nobelovo nagrado. Druga stvar, ki je izjemno pomembna, je njegova življenjska zgodba, o kateri pričuje skozi svoja literarna dela. Gre namreč za zgodbo pisatelja, intelektualca iz narodnostno mešanega področja, intelektualca, ki je pri svojih 95 letih dal skozi pravzaprav zelo različne ideologije in režime, bil v konfliktu tako z fašizmom, predvojnim italijanskim fašizmom, tako z nacizmom, preživel je koncentracijsko taborišče, kakor seveda tudi s komunizmom, ki ga je prav tako vztrajno kritiziral. Lahko rečemo, da je bil po eni strani narodno ozaveščen pisatelj, po drugi strani pa izrazito liberalen človek, ki je vse skozi kritiziral vse mogoče ideologije. Nobelovo nagrado je res, da pred nekaj leti že dobil Imre Kertész, pisatelj judovskega porekla, ki je prav tako popisoval grozote nacističnega taborišča, in to bi na nek način lahko zmanjšalo možnosti Pahorja, da dobi nagrado, pa vendarle mislim, da je Pahorjeva zgodba zelo zanimiva tudi za podeljevalce nagrade, zato ker zajema, kot že rečeno, še več drugih faktorjev, od tega, da živi na mešanem ozemlju, do tega, da je dejansko bil v konfliktu z zelo različnimi ideologijami. Ne glede na nagrade, pa lahko rečemo, da je njegova literatura za nas izjemno pomembna. Tudi Slovenci menda igramo in pojemo fado, čeprav ne vem, kaj to je. Kaj je to, Šiško, kaj je fado? Se bomo videli prispevek. Ja. Ti veš, no samo to me zanima, ti veš, kaj to je. Ja, videli bomo. Ti si videl prispevek Sem. in veš, kaj je fado. Ampak prej pa nisi vedel, samo to hočem potrditev, nisi vedel, ne? Ne. Okay. Sinoči se je javnosti prvič predstavil trio, v katerem ob glasbeni spremljavi Matije Krivca in Jane Zadovča fado poje Mateja Stajček. Fado, jaz mislim, da je to inštrument zdaj. Ne, to je stil glasbe. Kaj je to? Portugalec Andrej, ki se je tam... Kako je zdaj Portugalec in je Andrej? Kaj me jebeš? Portugalec Andrej, ki se je tam znašel po naključju, je bil nad slovenskim izvedbo fada. Ok. Najbrž nad slovensko izvedbo fada navdušen. Que o coração diga que sim, que não, se continua a viver. For me,
fado is a very specific element of my culture, specifically because I'm from Lisbon, and fado in Portugal is a trademark from Lisbon and Coimbra. Se continuo a viver. Še vreme. V skladu z odlokom Mestne občine Ljubljana bodo v ljubljanskem komunalnem podjetju jutri začeli z ogrevanjem mestnega ozračja. Predvidevajo, da se bo zaradi ukrepa sneg stopil v nekaj tednih. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.